Sane, lepo pozdravljeni, torej že ta konec tedna se začenja spomladanski del druge nogometne lige, v kateri torej letos tudi nogometni klub Tolmin. Prvi del sezone ste zaključili nekje na sredini lestvice, 9. mesto od skupno 16 ekip. Verjetno bi lahko rekli, da ste bili kar zadovoljni s tem izkupičkom. Ja, živo, lepo zdrav. Ja, bom rekel tako, nekako smo imeli interno v garderobi, da bomo poskušali čim više napadati čim višja mesta. Seveda po nekem slabšem začetku je to pol mogoče bila bolj taka utopija, ne? Ampak ja, fantje so potem na koncu, bom rekel, ker smo imeli veliko novincev, smo se zbrali, smo dejansko se uigrali, tisti čas je bil malo daljši, dalj časa je bilo potrebno za prilagoditev na višji nivo lige, na prilagoditev novih igralcev, tako da končno 9. mesto, bom rekel, da je zasluženo in seveda idealno izhodišče za naprej. Torej, kot rečeno, malce slabši je bil začetek, potem pa kar nekaj zmag, tudi remijev. Se je kaj posebnega zgodilo ali je bilo, kot omenjeno, predvsem je bila najbolj pomembna tista uigranost? Pa ne, mislim, da smo, seveda štartali smo s tisto prvo zmago in nadaljevali nek trend, ki smo ga imeli že v preteklem letu, a ne. Potem so pa prišle tekme, kjer so, bom rekel, in izkušnje in neke individualne odločitve, ki so bile slabše, prišle na plano. To se je ponavljalo iz tedna v teden. Na koncu smo pač morali nekako obrniti in obrne se tako, da se vrneš na delo, da ne kritiziraš in pač bolj zavihaš rokave in fantje so to, bom rekel, dojeli, so se spravili skupaj in posledično se dvignili tako na igrišču, pol tudi na lestvici. Vseeno, kot rečeno, kar nekaj zmag, je bila najslajša tista proti Gorici, je dala tudi še kaj vetra v krila? Ja, mislim, vsekakor, zdaj, ker smo pač Gorica je največji klub v regiji in premagati jih na njihovem igrišču je zagotovo, glede na to, da smo prikazali dobro igro pred številnim občinstvom, ogromno ljudi nas je prišlo spodbujati. Zagotovo je najslajša, ampak na koncu je bilo kar nekaj zmag, takih zelo pomembnih za dvig na lestvici. Tako da, če gledam za nazaj, ja, drugače pa vsaka je bila pomembna. No. Sedaj že nekako v pripravah, torej na tale spomladanski del, pa mogoče še tole, preden spregovoriva o samih pripravah, koliko se je kaj ekipa spremenila v tem času, v teh mesecih, nekaj odhodov, nekaj prihodov? Ja, 6 igralcev je dejansko zapustilo moštvo. Bom rekel, da v tej ligi, če se tako izrazim, drugi slovenski, ki navzven deluje profesionalno, ampak v realnosti pa to so fantje, ki nimajo profesionalnih pogodb, vsaj v večini klubov ne, oziroma pri nas pa sploh ne. Gre za fluktuacijo igralcev kratkoročno, ne, vsak prestopni rok, predvsem odhajajo igralci, ki bodisi so imeli manjši igralni čas ali pa igralci, ki iščejo neke nove izzive. Teh 6 smo nadomestili, bom rekel, 4, 5 igralci, ki so seveda po moji oceni sedaj, bom rekel, bolj dovzetni za neke naše zahteve v igri. Upam, da bodo potrebovali manj časa za aklimatizacijo, za prilagoditev na ekipo, na moštvo, na mesto, na ligo. Tako da, ja, nekaj izgubiš, nekaj dobiš. Zdaj, kako bo pa to na igrišču, bomo pa videli. Aktivno ste torej v pripravah že nekako od začetka tega leta. Imeli ste tudi posebne priprave v Italiji, tudi že kar nekaj pripravljalnih tekem. Kako torej mogoče ocenjujete? Ja, tekme pač, ker so bili rezultati malo slabši od pričakovanja, ne ocenjujem jih najbolj pozitivno, je pa prikazala neke naše slabosti, ki smo jih poskušali odpravljati oziroma jih še zmeraj odpravljamo. Vsekakor ni dobro, ko zgubljaš, je pa boljše izgubljati na teh tekmah, kjer se pripravljaš za nadaljevanje, ker ponovadi so te tekme drug šport, igraš na umetni travi, rotiraš veliko število igralcev, daješ tudi igralce, ki so na preizkušnjah, malce večjo minutažo in bolj posledica je lahko, ali gre v eno smer ali v drugo. Ja, klub nam je omogočil, glede na to, da so pogoji glede dežja in blata, zime in tako naprej, vse prej kot dobri, smo dejansko izkoristili krajši izlet v Lignano Sabbiadoro, tam smo bili 4 dni, izkoristili malo za team building, malo za igravanje ekipe. Mislim, da smo imeli v tistih 4 dneh zelo dobre pogoje in zdaj smo se vrnili nazaj. Vidimo tudi, da vreme nas ne služi najbolj, ampak najverjetneje bo tako tudi cel marec in se bo pač treba prilagoditi.
Že ta konec tedna torej začenjate s pomladanskim delom, še 12 tekem do konca pravzaprav te sezone. Kaj bodo torej tisti največji izzivi? Uigranost sva že nekaj omenjala. Ja, spet bom tako rekel, 12 tekem je, krajše, bolj intenzivno, ne bo časa, ne prostora za napake, dejansko bo potrebno igrati izključno in samo izključno na rezultat, včasih bo to mogoče tudi z drugega zornega kota zgledali kontra tistim našim nekim principom, zahtevam, ampak potrebno je nabirati točke. 6 tekem doma, 6 v gosteh, ogromno ekip, ki je tako za nami kot pred nami na lestvici, so se številčno, bom rekel, prenovili, okrepili. Če so se okrepili, bomo videli, bo čas pokazal, ampak mislim, da smo vsi v zelo podobni situaciji, vsi bomo poskušali čim več točk nabirati, čim prej rešiti vprašanje obstanka v ligi in na to pač bolj sproščeno nadaljevati. Jaz sem zelo optimističen glede tega, verjamem, da bomo ekipo, ki je sposobna uspešno tekmovati v drugi ligi, zagotoviti si status tudi za naslednjo sezono. Je pa tako, da v nogometu nikoli ne veš, lahko, da se ti obrne vse na glavo, ampak treba ostati pozitiven in upati na najboljše. Mogoče še čisto takole finančno in organizacijsko, kar se tiče kluba, torej ta preskok iz 3. v 2. ligo je velik, tudi zahteven. Bi si kje želeli še več neke pomoči, okrepitev? Trenerji smo ponovadi tako, da nam nikoli ni vse dobro, da bi vedno več. Mislim, da je klub naredil en velik preskok že v miselnosti. Ogromno ljudi se trudi okrog kluba, verjamem, da bo tudi proračun, če lahko tako rečem, oziroma sredstva, ki so namenjena za delovanje kluba letos rekordna. Sicer se sam ne spuščam v to, ker so drugi ljudje noter, ampak infrastruktura je tista, ki jo ta klub potrebuje in je nekaj, kar je potrebno, bom rekel, že včeraj odreagirati, predvsem zaradi tega, ker ima ogromno število mladih otrok, ker ima, bom rekel, neko zgodbo, ki traja že nekaj časa, v Sloveniji je prepoznaven kot klub, ki se drži nekih svojih načel. Po drugi strani je pa treba zadržati domače fante, privabiti jih še več, kajti vse super, okrepitve, ki pridejo strani, so v redu, ampak to so fanti, ki pridejo na kratek rok, pol sezone, sezono in grejo, ampak neko jedro tle bi moralo biti, kot trenutno še zmeraj je domače. Zdaj vse je povezano z denarjem, te fantje so večinoma, bom rekel, amaterji glede na status, profesionalci glede na svoja odrekanja in danes pač brezplačno ni nič. Jaz bi si želel čim večje udeležbe, bom rekel, lokalnih sponzorjev, lokalnih patriotov. Mislim, da ima Tolmin in okolica ogromno nekih projektov, na koncu festivalov, karnevalov, kjer nogomet lahko soustvarja dobrobit za celotno regijo. In še čisto za konec, prva tekma, torej to nedeljo na domačem igrišču, verjetno še eno vabilo, tudi tista podpora navijačev je konec koncev verjetno tudi za fante na igrišču zelo pomembna. Vsekakor, doslej so nam bili ogromna podpora, ogromna opora. Na Brajdi verjamem, da se bo prvo kolo zbralo ogromno ljudi, prihaja ekipa, neuhodna ekipa Beltincev, ki je zasluženo zelo visoko na lestvici. Jaz verjamem, da se bo ogromno ljudi zbralo, kljub temu, da je nedelja. Upam, da bo ta teden vreme nas, bom rekel, bolj pogrelo, ogrelo. Je pa ena izmed tekem, kjer dejansko mi avtomatsko štartamo na nove točke in tako bo na vsaki tekmi. Ekipa trenutno zgleda super, nimamo poškodb, nimamo bolezni. Upam, da bo tako ostalo tudi na nadaljevanju. Edini je Rene Prodanović, ki ne sme igrati zaradi prepovedi kartonov, kar pa lahko v imenu ekipe obljubim, da bo trda borba za vsako točko, da fantje bojo dali svoj znoj, solze, kri in na koncu verjamem, da bomo na Brajdi veseli. Sanel, hvala lepa, uspešno nadaljevanje te sezone in seveda čim več točk. Hvala lepa za vabilo in lep pozdrav vsem poslušalcem.